Lep pozdrav in dobrodošli na še enem liveu Kripto dnevno. To je live, ki ga imamo vsak dan ob 9. zjutraj na Patreonu, in če se mi želite pridružiti v živo in to spremljate kasneje preko YouTuba, so povezave spodaj v opisu in pripetem komentarju. Tam se lahko tudi v živo pogovarjamo preko četa in lahko date tudi kakšen predlog za kakšno kriptovaluto, ki je vam še posebej pri srcu, da si jo malo podrobneje pogledamo. No, in če spremljate tudi kasneje preko YouTuba, se ne pozabite naročiti na moj YouTube kanal, da ne boste kakšnega posnetka tega livea zamudili. Pojdimo mi zdaj kar na grafe. Tukaj imamo mi 15-minutni časovni graf na Bitcoinu in tukaj enournega. Mi smo včeraj zjutraj zarisali tale plan. Ni se izšel po pričakovanjih, ampak smo skupaj spremljali situacijo in sem tudi redno obveščal preko Patreona. Namreč, kaj se je začelo dogajati? No, to se ni izvedlo. Pričakovali smo, da bi naredili kakšen dvojni vrh in potem popravek. To torej ni šlo. Kaj se je dogajalo? Vidite tukaj, skozi vso tole rast so se pri Bitcoinu nabirale kratke pozicije. Torej, v bistvu ogromno ljudi, ogromno retaila je stavilo, da se bo enkrat tukaj zdaj obrnilo in da bomo mi padali naprej dol. Ampak to se v bistvu ni zgodilo. Vsakič, ko so stavili na padec, so bili potem takoj eliminirani in zdaj prišli smo vse gor do 74.000 in zdaj trenutno delamo kot neke vrste popravek, kar bi lahko signaliziralo tudi nadaljevanje, še predvsem glede na to, da se tukaj pri tem popravku spet nabirajo kratke pozicije. Ravno kar smo mi tole začeli. Tukaj na enournem časovnem intervalu bom tudi to zbrisal, to se je lepo izvedlo. Torej, popravek, spet se nabirajo kratke pozicije, to bi lahko pomenilo, da ima večina ljudi zdaj, da se nabirajo stop lossi točno tukaj gor na okoli 74.000. In glede na to, da imamo rast za nami in tale popravek, bi se zdaj lahko pričakovalo, da bi mi to šli še enkrat gor pobirati. Poleg tega, tudi tukaj na enournem časovnem intervalu bo treba spremljati zdaj tole. Mi imamo tukaj eno dno in tukaj se nam dela drugo dno. In ja, imamo kar eno veliko možnost skrite bikovske divergence, kar bi lahko pomenilo tudi nadaljevanje rasti. Zdaj, čemur mi tukaj prisustvujemo, je lahko, ampak to zdaj trenutno špekuliram, preobrat v trendu. Se spomnite, kaj sem govoril prej? Preobrat v trendu pomeni, ko ljudje zdaj iščejo vrhove in ob teh vrhovih stavijo na padec in so potem eliminirani. In po mojem se točno to zdaj tudi dogaja, ampak trenutno, kot sem rekel, je še špekulacija, treba bo spremljati to situacijo. Tukaj na enournem časovnem intervalu, po mojem, mi tukaj še nismo naredili dna, tako da bi bilo treba počakati na popoldanski čas, takrat, ko se začne ameriški trgovalni čas. Lahko bi šli še malo nižje, da naredimo pravo dno in pa tukaj lahko rečemo, da v bistvu že delamo neke vrste skrito bikovsko divergenco. Imamo dno, višje dno, medtem ko tukaj pa delamo zelo očitno dno in pa dno na nekje isti višini. In poleg tega, da se nabirajo še tukaj
tele kratke pozicije, bi to lahko bilo gorivo za naprej gor. Zdaj, imamo od spodaj, no tukaj pri tej rasti, smo mi eliminirali vse tele pozicije tukaj, vseh teh ljudi, ki so stavili na padec, tako da tole bom zbrisal. Ostajajo nam še te pozicije ljudi, ki so stavili na rast. Tukaj imamo 67.500, 66.200 in seveda tudi tale na okoli 65.000. Ampak zdaj je vprašanje, če bomo mi sploh šli tole pobirati. Poglejmo si še tukaj, kjer imamo likvidacijske cone. Malo čudno mi zdaj prikazuje tale graf. Vidimo, da je tukaj na teh pozicijah, tukaj imamo tudi tole, na 70.000, tukaj je ogromno ljudi stavilo na rast. Torej imamo, se nabira kar nekaj likvidnosti tukaj od spodaj, medtem ko od zgoraj, ja, so še nekateri, ki so stavili na padec, ampak jih ni več toliko. Poglejmo si zdaj še Ethereum, kaj se kaj z njim dogaja. Ethereum ima zelo zanimivo situacijo. Tukaj vidimo, da je kar precej ljudi stavilo na nadaljevanje rasti. In kje so imeli stop losse? Po mojem, da tukaj nekje, in te je po mojem zdaj ravno kar pobralo. To je bila meja na tam nekje 2100, tako da tile so bili že kaznovani. In kaj se zdaj dogaja? Tudi pri Ethereumu imamo zdaj tale popravek in očitno se tukaj stave spet obračajo na to, da bomo padali še naprej. Tudi pri Ethereumu na 15-minutnem časovnem intervalu, kar bi lahko bilo spet tudi povod za nadaljevanje poti navzgor. Bo pa treba vsekakor spremljati tole situacijo še naprej. Dajmo si pogledati še enourni časovni interval. Isto se dogaja kot pri Bitcoinu. Imamo dno in pa očitno zdaj delamo višje dno. Medtem ko tukaj, no, nismo še tam. Dno, in to bo treba spremljati. Če bomo naredili dno na nekje isti višini ali pa morda celo niže in potem dobimo skrito bikovsko divergenco, kar bi lahko pomenilo nadaljevanje rasti. Tako da to bo treba še počakati in videti, kako se bo to razvijalo skozi dan. Seveda, če bo kaj novega, bom obveščal tudi naprej preko Patreona. Če se mi želite pridružiti v živo in to gledate kasneje preko YouTubea, so povezave spodaj v opisu in pri 5. komentarju. In seveda, če gledate kasneje preko YouTubea, se vsekakor priporočam tudi za kakšen všeček. Tudi komentirajte spodaj, zelo rad podebatiram z vami. In pa ne se pozabi tudi naročiti na moj YouTube kanal, da ne boste zamudili kakšnega posnetka tega live-a. Zaenkrat, jaz mislim, da bi znali iti še naprej gor, ampak kaj si pa vi mislite? Kar komentirajte spodaj. No, to bo tudi to za danes. Jaz vam želim še en lep sončen dan naprej in seveda se vidimo ponovno jutri zjutraj ob 9. Čau, čau.